Veliko je nasilja, medvrstniškega nasilja, pomanjkanje sočutja, hude stiske. Kaj so slabe vprašanja, ki si jih tvoji klienti postavljajo? Dostikrat so v vlogi žrtve, se sprašujejo ravno to, zakaj vprašanje, ne? Zakaj se ravno meni to dogaja. Ali pa to, ne znam, ne zmorem, za mene itak ni rešitve. Kako si se ti spremenila? Si opazila na sebi kakšno spremembo po NLP-ju, po hipnozi, coachingu? Zagotovo jaz sem pri sebi opazila, ja. Ne bi odprla zavoda, ne bi šla na neko samostojno pot, če ne bi pri sebi nekih prepričanj spremenila, no. Ne bi predavala, recimo, ne. S temi orodji, ki sem jih pač pri vas v Mastermind Akademiji dobila, ni nujno, da mi raziskujemo, zakaj je do nečesa prišlo. Mi si lahko postavimo cilj, kaj si želimo, in iz tega trenutka izhajamo. Kaj ti zdaj imaš, a ne? Kaj je tisto, kar ti zdaj lahko narediš? Kakšne vire imaš ti zdaj v sebi? Oni imajo izbiro in odločitev. Imajo vire in moči v sebi, s katerimi lahko premaknejo čisto vse, kar si zastavijo. Kaj bi bilo dobro vprašanje za nekoga, ki se morda sprašuje, zakaj se to meni dogaja? Lepo zdrav in dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategija odličnosti. Z nami je danes Urška Novak, ustanoviteljica zavoda Lučka, ki z izredno predanostjo, strokovnostjo in tudi sočutjem pomaga otrokom, mladostnikom, staršem, družinam. Urška, dobrodošla. Pozdravljen, Aleksander. Hvala za povabilo. Težko bi našteval, koliko vse znanj imaš, ker vem, da imaš poleg diplome 2 magisterija, doktorat in se nenehno izobražuješ. Kje dobiš motivacijo za to, da nenehno pridobivaš nova in nova znanja? Doktorat je še v zaključevanju. Res pa je, da nekako vseživljenjsko se izobražujem, ker enostavno čutim neko željo ali pa vidim veličino tega znanja, ki je, in sestavljam nek mozaik notranjega sveta in postajam nekako vedno boljša verzija same sebe oziroma sledim svojemu poslanstvu, z drugimi besedami. Tako. Kaj pa je tvoje poslanstvo? Moje poslanstvo, prvo poslanstvo je biti mama, pa žena. To je moje prvo poslanstvo, drugače pa ob tem je pa pomagati ljudem, biti tukaj v tem svetu, v sožitju s soljudmi, sočlovekom. Tako, bivati v polnosti, v povezanosti z vsem, kar je. Tako. So pa moja največja radost pa veselje, so pa otroci, ne? Otroci in mladostniki, ne? Hkrati. Tako. Z možem imata kar 7 otrok. Si vedno razmišljala o tem, da boš imela tako veliko družino? Mislim, vedno sem imela rada otroke, že iz otroštva. In sem si želela veliko družino in na srečo mi je tako življenje pripeljalo na pot moža, ki je bil tudi pripravljen iti z mano skupaj, ne, v to smer. Kako ta znanja, ki jih pridobivaš zase, predajaš naprej na njih ali pa celo uporabljaš, če so oni kdaj v stiski? Kadar sem v vlogi mame, načeloma nisem tudi v vlogi strokovnjakinje. Seveda pa je to zelo povezano, ker hkrati poteka, ne? Mi smo celostna bitja in ne moreš izključiti enih delov sebe. Se pravi, vse je integrirano. Je pa tukaj razlika ta, da sem čustveno udeležena, angažirana in se čustveno odzivam v družini, ne? To je ta razlika, ne? Kadar delam strokovno, ne, z ljudmi, z otroci, mladostniki ali pa s svojimi, ne, otroci.
Tako zagotovo pa prenašam ta znanja, ne. Ker je to nekje v podzavesti, v ozadju ves čas prisotno. Tako da mi koristi, ja. Ko si rekla, čustveno se odzivaš, pomeni, da če tvoj otrok trpi, trpiš tudi ti, kaj pomeni ta čustveno odziv? Ja. Mislim, pri strokovnem delu ne prihaja, ne sme niti prihajati do zlivanja. Gre za empatijo, ampak mi se vživljamo, ampak se ne zlivamo s tem, kar vnaša človek v to interakcijo, v ta odnos. Doma, kjer so pa otroci, ki so del tebe, pa ne moreš reči, da se ne zlivaš z njimi, ker smo povezani na drug način, So v bistvu del naju, del mene in prihaja do teh drugačnih skrbi, Tako. Posebej, če gre karkoli, da pride do kakih bolezni ali kaj takšnih stvari, Si drugače angažiran kot starš. Zdaj tako moram za sebe reči, sem drugače angažirana kot mamica, Ja. Jaz recimo včasih, ko imam te moje srečanje, enkrat na mesec delam brezplačno za otroke naših udeležencev na delavnicah in velikokrat prihajajo otroci, ki imajo dosti resne težave, ena punca se je rezala, ena druga, ki se je imela težave s prehranjevanjem, torej motnje prehranjevanja in tako naprej, se me včasih dotaknejo. To pomeni, da ko končam delati, ne sem to s sabo. A se tudi tebe dotakne, ko pomagaš, delaš drugim? Ja, mislim zagotovo. Ampak je vedno znova moj cilj ali pa moj namen, da človeka ven iz tega peljem, Se me dotakne, ampak ne gledam to kot na neko žrtev, na neko tako situacijo. Usmerjena sem ven, v svetlobo, v cilj, v nek namen, kaj lahko zdaj mi iz tega naredimo, Tako, zagotovo pa se me dotakne, In tudi neseš s sabo en delček tega, Kakorkoli so potrebne te supervizije in ta strokovno usposabljanja, da mi to predelujemo, te vsebine, posebej, kadar so kakšne posebej tako pri otrocih, ko gre za kakšne zlorabe, nasilja, samomorilnost, takšne stvari, To se te globoko dotakne, ampak je treba kot strokovnjak za delo z ljudmi s to vsebino, s tem materialom potem ustrezno ravnati. Razmišljam pa, bolj v tej smeri, kaj še lahko naredim, Kaj še lahko naredim, kako še lahko pomagam človeku, da se premakne. V tej smeri predvsem, Koliko časa rabiš, da nekoga premakneš? Odvisno je od človeka, ker je seveda njegova odločitev in izbira. Jaz ne morem namesto njega, jaz mu lahko samo pomagam, mu nudim neka strategija, neka orodja, kako si lahko potem v bistvu on sam premika. In sem tam nudim varen prostor, oporo, podporo. On je pa tisti, ki potem naredi spremembo. Coaching vprašanja recimo so res enkratno orodje na tem področju. Tako da sem res vesela. Poleg hipnoze seveda tudi. In prav tako NLP, tehnik. Tako da na vsakem, če bi rekli na srečanju, je moja želja, moj namen, moja namera, ki si jo že dam prej, da se nekaj zgodi. Sledim procesu, ampak je pa moja želja ali pa namen, da naredi nekaj tisti človek, otrok ali pa mladostnik. In pride do tega, Tako. To je, ne more biti drugače, ne more iti človek od tam, od mene, ne da bi bil v nekem pozitivnem čustvenem stanju, v nekem upanju, v neki odločitvi, da bo en delček, da se bo en delček v mozaiku premaknil v smeri proti želenemu cilju. Ja. To je tvoja namera, preden se dobita, ali pa preden začneš delati, je, da se en delček v tej osebi premakne v plus k svetlobi. Tako. Že preden začnemo, Tako.
kako to ti, Aleksandar, rečeš, jaz si dam namero že, ne vem, prejšnji dan, dosti prej, preden pride tisti človek, a ne, odrasel pa otrok. Zdaj si dam v resnici že več mesecev naprej. Torej, zdaj imam že namero že za poletje, ko imamo takrat neko delavnico, ker potem čutim, da mi lažje ta energija se vklopi. Ja. In to je zelo pomembno. Sedaj sem si jo tudi dala. Ne? Si dala? Ja, mislim, ne danes, že včeraj. Mislim, to lahko poveva, ne, da si danes spala samo uro pa pol. Tako, skoraj da. Ja, skoraj da, ker si bila včeraj pri porodu. Po noči, ja. Torej, to je spet ena tvoja stvar, ki jo počneš, poleg vseh terapij, učenja, znanja, materinstva, ne, in ostalo. Ne. Tudi si neke vrste, ko se reče temu pravilno, strokovno. Ja, porodna in poporodna dula, mogoče spremljevalka, a ne, bolj slovensko. Ja, za to pot sem se odločila potem, ko sva se z možem odločila, da je čas, da pač ne bova več imela otroka, ne, in ne, kaj pa zdaj, ne. Jaz sem pa toliko rada, ne, tiste dojenčke in to nosečnost in to se mi neko najlepše obdobje, ne, v življenju ženske, v življenju obeh, ne, ki pričakujeta otročka. Tako da sem potem nekako prišla na to pot, se pa mogoče pa lahko jaz zdaj kaj podelim, pa pomagam, ne, pa v tem zapolnim tudi svoje srce, pa še od koga drugega, ne. Ti si zraven poroda in kaj, daš kakšne sugestije, kaj konkretno počneš? Ja, čisto različno, odvisno, kaj mamica ali pa nosečnica želi, a ne. Včasih se odločijo že za spremljanje v predporodnem obdobju in imamo neko temo, ki jo obravnavamo v povezavi s pripravo na porod, predporodno, poporodno obdobje, dojenje, a ne. In jaz tukaj potem vnašam vsa ta znanja, ne, ki sem jih dobila pri Mastermind Akademiji. Coacham, a ne, te mamice, naredim jim hipnozo, tako da se vse povezuje, ne, vse znanja, to je tako dragoceno, ne, to je tako potem tisti čudež, ne, ko si rečeš, ne, kako lahko vse integriram. Vsak porod je čudež zase in vsak otrok je čudež zase. Wow. Mislim, rojstvo je eden največjih čudežev, verjetno, je tako. Tako. Mislim, marsikaj bo lahko umetna inteligenca nadomestila, spremenila. Jaz sem prepričan, da to je neko področje, ki je nemogoče. Na srečo, še ostanejo neki vidiki, ki so samo, ali pa področja, ali pa deli, ki so samo del človeka, ne? Ki so nenadomestljivi v bistvu. No? Rojstvo včasih, pa ta proces traja kar dolgo lahko. In to pomeni, da ti pustiš vse in greš kot spremljevalka, pomagaš si zraven, in potem se spet vrneš v svoje domače okolje. Tako. Doma so zelo potrpežljivi tudi. Dokler so bili otroci majhni, sem bila jaz doma. Takrat nisem jaz hodila niti v službo. Zdaj so pa že veliki, pa večinoma so porodi po noči. Vsaj tako izkušnjo imam jaz, a ne? Te moje mamice imajo večinoma po noči, tako da v bistvu samo prikrajšam sebe za spanec. To je en tak, mislim, ja, mogoče tudi še koga, ne, pa moža prikrajšam, ker ga skrbi, ne, on ima vedno skrb, tako da z tega vidika. Načeloma pa, da bi pa bila tako odsotna od doma, pa vedno gledam, da mi je prioriteta družina, ne. Znam tudi reči ne in pač se vedno odločam, če se moram odločiti, se pač odločim za otroke pa družino. Ja. Zdaj, enkrat sem gledal en film ene večje družine v Združenih državah, ne, sicer mogoče kar precej večja, kako imajo ne vem koliko jajc naredijo in tako, samo tudi skuhati recimo za 9 ljudi je kar podvih, je tako. Mislim, če reče, da bi vsi jedli jajca, je to kar nekaj tistih škatel, ne. Kako to počneš operativno?
Ja, mislim, to postane veščina potem s časoma, ne. Ampak mi je vedno v veselje in se mi zdi pomembno to. Ker hrana je odnos, a ne. Že od nekdaj je bila hrana, neka vez. Tako da mi je to zelo pomembno in vsakič dam tudi se mi zdi pomembno, da, dam ščepec ljubezni notri vsakič, ko kuham. Kako to daš? Tako, z ljubeznijo in kuham. Aha. Torej si v bistvu Tako. mentalno si predstavljaš, kako ta hrana, ki jo pripravljaš, Ja, dobi še tako. tvojo ljubezen. ja. Zdaj otroci odraščajo, počasi odhajajo in zdaj boš imela več časa za sebe, za moža. Kje vidiš svoje poslanstvo zdaj v prihodnosti? Ja, zdaj se soočam s tem spuščanjem, a ne, otrok, ker je to kar proces, a ne. Vedno so mi rekle te starejše, ne, saj boš videla, a ne, ko bodo šli, pa nikoli ne moreš tako dejansko doživeti tega, kakor potem, ko prideš ti do te izkušnje, a ne. Ko pride neka praznina, dobijo partnerje, a ne, si ustvarjajo neko svoje življenje in lahko tako se veselim, ko vidim, da so samostojni, a ne, da so neodvisni, da grejo po neki tej, da se zdravo odmikajo, kar ne pomeni, da bližina ne ostane, a ne. Tako da ja, zdaj se pravim, zdaj pa nadaljujem s svojim vseživljenjskim izobraževanjem, ne. Na srečo me pač mož podpira oziroma ustavlja, da ne bi šla preveč preko sebe, a ne. Ampak očitno, ne vem, nekako se dobro z dobrim vrača, ali kako bi rekli, energija kroži, a ne, je ne zmanjka. Se veselim, a ne, vsakega obdobja v življenju. Se mi zdi, da prinaša neki svoj čar. So kakšni primeri mladostnikov, otrok, ki jim zdaj pomagaš in se ti zdijo še posebej zahtevni? So precej hude stiske, ne, med otroci, mladimi in vedno nižje se spušča ta meja. Kar zaradi česar mi je v bistvu zelo žal, a ne. Tako me boli, me skrbi tudi s širšega vidika, ker otroci so vendarle naša prihodnost. Vedno bolj zgodaj pedopsihiatri predpisujejo že tem mladim tudi zdravila. Tako da imam res en tak notranji poziv, da premikam neke meje tu, kolikor je pač v moji moči, ne. Da pomagam na neki drug način, z drugimi pristopi, ker verjamem, a ne, v njih. In v pristope, in v načine, in v odnos, in v njih, vsakega posameznika, da zmore. Ker dejansko zmore, a ne. Kaj so recimo neke take pogoste stiske teh otrok? Ja. Veliko je nasilja, medvrstniškega nasilja, pomanjkanje sočutja medvrstniškega. Tako da so dostikrat hude stiske, no. Koliko so stari ti otroci, ki pridejo k tebi po pomoč? Čisto različno, ne. Tam nekje od osnovne šole, zdaj v predšolskem obdobju imajo druge, prihajajo zaradi drugih namenov, a ne. Bolj razvojno, diagnostično. Potem v šolskem obdobju pa gre za te neke izzive že v šoli, v odnosu do sebe, v odnosu do vrstnikov, znotraj družine. Se pravi, od osnovne šole pa potem srednja šola, obdobje srednje šole. Je pa tu sigurno družina vključena, ne. Ker otrok prihaja iz družine in odhaja v družino. Tako da je dobro, če so tudi starši vključeni. Pomeni, da ti delaš z otrokom in potem posebej starši? Tako je. Včasih tudi skupaj, ampak zagotovo vedno je treba sodelovati, ker podporno okolje, domače okolje je tisto, ne, ki zagotavlja otroku neko varnost, neka
neko izhodiščno polje, iz katerega izidejo. Pa seveda vrstniki, ne. Kako mladi so ti otroci, ki dobijo že neke zdravila in nek kemični učinek na to, kar se čutijo. Ti jim rečeš, da obstaja druga pot, da lahko sami se umirijo ali pa da imajo druge načine, ali se v ta proces ne vmešavaš? Jaz se nikoli ne vmešavam v medicinsko diagnozo ali pa prognozo ali pa to, ker pač to ni moje področje, ne. Pač nisem zdravnica, nisem pedopsihiatrinja, tako da tukaj pustim to odprto, a ne. Skušam pa z moje strani prispevati, kolikor se da, ne. Včasih starši pridejo že prej, preden začne otrok jemati to medikamentozno terapijo, ne. Z nekim obupom pridejo, a lahko mi še kaj naredimo, ne. Jaz se dostikrat sprašujem, ko delam z mladimi tudi, ne. Ena mladostnica je prišla in je rekla, jaz nisem lepa. In ko jaz gledam, se čudim temu razmišljanju. Od kje misliš, da otroci, ne, v osnovni šoli dobijo prepričanje, takšna kot si, nisi lepa? Kaj misliš? Ja, to je ta samopodoba, ne, ki postaja posebej pomembna v času, ko dozorevajo, a ne, v času najstništva, sploh ta telesna samopodoba. In to so ti vplivi vrstnikov, družbe, tehnologije, kjer so neki ideali predstavljeni, neke podobe, neki modeli, po katerih se potem pač te punce ali pa tudi fantje, ne, bombardirani s tem svetom. Nekih pričakovanj in podob, kako naj bi bilo, kako bi moralo biti, kaj je dobro, kaj je lepo, kaj je, ne vem, kaj je zdravo, a ne. Tako da, ja, in pa ko pridejo ta vrstniški vpliv, se še to bolj izrazi, ne. Ti rečeš tej osebi, poleg tega, da ji postavljaš različna vprašanja, da uporabljaš, ne vem, metamodel jezika ali pa coaching proces, a ji rečeš prav, lej, takšna kot si lepa. Rečeš, daj kakšno tako sugestijo? Ja, tudi, da je treba najprej spremeniti na nekih drugih področjih. Notranji svet ali pa razmišljanje ali pa kako ona sebe vidi, ne, da potem lahko pridemo do tega. Ja. Kaj bi pa staršem svetovala, ki imajo mogoče izzive z otrokom, ne dajejo dobre sugestije, ne postavljajo vprašanja? Kaj misliš, da bi bil nasvet, ki ga daješ staršem? Moj nasvet ni nujno, da je dober za njih, ne. Poskušam ugotoviti, kako oni to vidijo, in preko tega vpeljati notri neke spremembe teh prepričanj ali pa tega, kako oni komunicirajo z otrokom, ne. Jaz vedno tako globoko odložim in izhajam v bistvu iz odnosa in tu znotraj prihajamo potem do rešitev. Enkrat se spomnim na eni delavnici, niti ne vem, ali to je NLP, hipnoza ali coaching, si rekla, da si s temi orodji zdaj pohitrila proces sprememb pri tvojih klientih. Kaj se je spremenilo? Ja. Na ta način vidiš, a ne, s temi orodji, ki sem jih pač pri vas v Mastermind akademiji dobila, da ni nujno ali pa potrebno vedno, da mi raziskujemo, zakaj je do nečesa prišlo, ne, da poznamo vse okoliščine. Mi si lahko postavimo cilj, kaj si želimo, in iz tega trenutka izhajamo. Kaj ti zdaj imaš, a ne? Kaj je tisto, kar ti zdaj lahko narediš? Kakšne vire imaš ti zdaj v sebi? Kaj si že naredila? Se pravi, da ni treba, da vedno odslikavamo ali pa gremo v tisto zakaj, a ne, se je nekaj zgodilo, ampak izhajamo iz tega in se usmerimo proti cilju. Raziščemo temeljno vprašanje, a ne. Ta notranji model. Kaj si ti govoriš, kaj razmišljaš,
da se potem, da tako čutiš in da se tako vedeš, ne. Mi smo si različni in ljudje zbirajo različne pristope, kako, kateri pristop bi njim pa recimo pomagal, a ne. Koliko hitreje se ti zdi, da zdaj s temi znanji, recimo na NLP hipnoze coachinga, prideš do želenega rezultata? Ja, zdaj ne vem, v kakšni obliki bi odgovorila, koliko hitreje, a ne, ali v številu srečanj, ali v bistvu premik, tako kot sem prej rekla, mi naredimo na vsakem srečanju, ne. Kaj so slabe vprašanja, ki si jih tvoji klienti postavljajo, in katera dobra vprašanja jim ti začneš postavljati, da spremenijo način razmišljanja? Ja. Dostikrat so v vlogi žrtve, se sprašujejo ravno to, zakaj vprašanje, ne. Recimo? Zakaj se ravno meni to dogaja? Ali pa zakaj sem si ravno jaz tega partnerja zbrala? Ali pa to, a ne znam, ne zmorem, ne. Kako v bistvu navzdol se vodijo. Za mene itak ni rešitve, ne. Meni se že to celo življenje dogaja. Saj se je že mojim staršem to dogajalo. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela, in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Že ti, ko se začneš spraševati drugače, ko spreminjaš notranji svet, se dogaja sprememba. Tudi če ne raziščeš vsega, kaj je bilo, pa od kod to izhaja, ne. In v vsakem trenutku se lahko odločiš, imaš izbiro. Kaj boš mislil v tem, kaj boš čutil in kako boš deloval. To imaš izbiro, v vsakem trenutku se lahko odločiš. In to deluje super, ne. To jim rečeš? Ja, tudi ja. Kaj bi bilo dobro vprašanje za nekoga, ki se morda sprašuje in naj jo zdaj gleda, zakaj sem si tega partnerja dobila? Nekaj v tem smeri, kar si rekla prej. Kaj bi bilo boljše vprašanje? Ja. Pa zakaj se to meni dogaja? Ja, to je pač zdaj, bi šli lahko tudi celostno noter, ampak prvo vprašanje je, bi bilo, kako to, da si vi to vprašanje postavljate? Pa kaj vam prinaša to vprašanje? Ne? V tej smeri, da sploh nagovorimo to vprašanje, ki ga je treba preoblikovati. In oseba reče, ja, kaj mi prinaša to vprašanje? Bolečino. In potem? Ja, kaj bi pa želeli čutiti? Mir. In potem? Ja, kaj lahko narediš? Pa kaj si že naredila za to, ne? Da sem šla v žensko obliko, ker večinoma delam v varni hiši, a ne, dosti z žrtvami nasilja in teh, ali pa z družinami v procesu ločitve. In veliko žensk prihaja s tem vprašanjem, a ne, ki si ga zdaj izrekel ali pa dal za primer. Ali pa kdo ti pravi, ne, ali pa kdo, mislim, kdo je odgovoren, kdo se odloča. Kdo se odloča, da ti tako misliš ali pa da se ti tako sprašuješ, ne? Ne, kdo upravlja s tvojimi mislimi? Ker niti se ne zavedajo, ne, da so oni tisti, da smo mi tisti, ki programiramo, ne, svoj in potem svoje čustvo, vedenje. Ko enkrat si dal fajn primer, Aleksandar, a ne, to je tako, a ne, če gledaš film na televiziji, pa imaš daljinca v roki, ne, in zdaj, če ti tisti film ni všeč, a ga gledaš, ne, prestaviš, ne, pritisneš gumb, prestaviš na drug program. Tako mi je bilo všeč, a ne, ta prispodoba. Pred časom se spomnim, ko sem predaval v eni varni hiši
da so nekatere ženske mame doskrat že fizično v nekem krču. To je telesno čutim neko zaprtost, pa ne, da jim rečeš, moče, da spremenijo držo in kaj jim recimo na začetku daš, da narediš nek separator, torej da zamenjaš njihovo čustveno stanje, ker moče te potem tudi lažje preslišijo, ne? Ker če so v tistem krču v neki težki vlogi žrtve, ne vem, če slišijo vse, kar jim ti govoriš. Mislim, sigurno bi vprašala, kaj čutite zdaj. Ne? Pa večkrat tudi mi disociramo se, ne? Da niso one asocirane v telesu, da se pogledajo od zunaj, kaj zdaj ti vidiš, ne? Ko od zunaj pogledaš sebe. Kaj je dobrega, kaj bi kaj želela spremeniti. Se pravi, da pogleda ona v bistvu to. Imaš kakšen primer osebe, ki je kljub tvoji pomoči še vedno ostajala v vlogi žrtve? In primer osebe, ki pa si tako ponosna na spremembo, da kadarkoli se spomniš, ti je toplo pri srcu, si misliš, zato to jaz počnem. Potem nekako se vrnejo kdaj. Če ne na obisk, pa mi kaj napišejo ali pa jaz njim. Tako da mi je to veselje spremljati. In potem sem hvaležna, ja, njim, one pa meni, ali? Ker je to obojestransko. Nikoli ni idealno, seveda. Mi imamo vedno preizkušnje v življenju, ampak pomembno je, kaj takrat naredimo, da mi iz tega izidemo, gremo naprej, premagamo, ne, gremo čez goro. Imaš kakšne primere, ko so lahko partnerji, lahko možje, žene, jezni na te? Mislim, jaz imam primere, ko recimo jim ne dovolijo meni na delavnico. Imam primer ene udeleženke, ki je bila zunaj v bundi na mrazu, ko smo imeli Zoom, ker doma si ni upala biti. Ali pa ene druge udeleženke, ki račun pošljemo recimo sestri, ker ne sme mož videti. In prav doskrat slišim, kako se jezi nekdo name, pač indirektno, ne? Ker jaz jim dajem neke sugestije, da so samostojne, da znajo postaviti neko mejo v življenju in tako naprej. A imaš ti kakšno izkušnjo, ko nekdo, spet ta Urška, ne? Spet je ona nekaj rekla, ne? Ali pa oba dva dajeva neke nauke zato, da se nekdo ima rad, da ne igra več vloge žrtve, ali pa da ne pusti, da je več v tej vlogi žrtve. To pomeni, da mora pač ta oseba nekako drugače videti sebe in posledično tudi drugače komunicirati, če jo nekdo zaničuje, ne mara, psihično, fizično zlorablja in tako naprej. Nekatere, dosti je takih, ki pridejo potem, ko grejo ali pa ko so že v bistvu v odhajanju nekih nezdravih odnosov. Dosti krat je, da so že tako na tistem zgornjem robu, da je potem odvisno, kako mož ali pa partner to sprejme, ali se on tudi vključi v nek proces spreminjanja samega sebe, da skupaj gresta potem naprej. Tako da bi prav rekli, a ne, to se mi še ni zgodilo, vsaj ne, da bi vedela. Ker v bistvu odgovornost je na njih, ne na meni. Ne? Če ti nekaj delaš na sebi, če nekaj spreminjaš, se pozna to v delovanju doma, v odnosu v službi, v odnosu do otrok, do partnerja. Postaneš drugačen. Ni pa se mi še zgodilo, da bi kdo jezen, ne? To pa ne. Ko delaš recimo najprej za žensko, potem tudi s partnerjem, pa možem, imaš skupaj, tudi posamično, kako delaš takrat z njimi? Jaz imam takšno izkušnjo, da pač prihajajo bolj ženske, potem pa povabijo partnerje, ki pač pridajo zraven, ne. Mogoče, ne vem, jaz svojo osebnostjo pa energijo bolj prikličem ženske, ne, in so partnerji bolj zraven, kadar so v odnosu. Tako da delam individualno, potem tudi kdaj skupaj, ne, čisto odvisno. Ali pa še z otroci zraven, kadar gre za te vzgojne kakšne izzive, a ne. Me je prešinila, da bi bilo dobro, da povem, da
da ne rečem težava, ne? Da on pride s težavo, jaz imam pa zdaj težavo. Mi že takoj rečemo potem takoj, kaj pa je ta izziv, ne? Vaš izziv. Zato, ker že ko poimenuješ, to je že drug prizvok, je že druga usmerjenost. V bistvu že zdaj, v samem začetku, narediš neko preoblikovanje, ne? Tako. Ja, in s tem, ko to narediš, je potem lažje začutiti rešitev, ki se skriva. Ne? To, kar zdaj recimo uporabljaš, je v tem NLP jeziku preokvirjanje, ne? In dejansko ljudem pomagaš, da drugače pogledajo na svet, na življenje, na problem, na izziv. Tako, in potem imajo kar nekaj več moči, več možnosti, da naredijo spremembo. Ne? Kako si se ti spremenila? Si opazila na sebi kakšno spremembo po NLP-ju, po hipnozi, coachingu? A je kdo drug opazil mogoče? Ja, mislim, verjetno tudi drugi zdaj vemo, da njih vprašati, ampak zagotovo jaz sem pri sebi opazila, ja. Ne bi odprla zavoda, ne bi šla na neko samostojno pot, če ne bi pri sebi nekih prepričanj spremenila, no. Ne bi predavala, recimo, ne. To je v meni, a ne. Sam to ne, stopiti pred množico ljudi. Kaj si govorila naprej? Ja, no, zadnjič sem imela za rejniške družine neko predavanje in sem se peljala že v avto in se mi priplava na površje, ne, še kdaj tisto iz nezavednega ali ne vem odkot, ne, kakorkoli temu rečemo. Joj, si se dobro pripravila, pa tole nisi naredila, ne, pa a boš ti tam znala, pa a imaš vse, ne. Tam boš zmrznila, ko boš vstopila na oder in pa takoj, zdaj v trenutku prekinem, ne. Trenutku prekinem, ko se zavem, ne, to pač nekako nezavedno priplava in potem se jaz to hitro zavem in si rečem, wow, a ne, kaj bom jaz dobrega danes podelila njim, kaj jaz lahko njim dam, ne, kako lahko iz srca, iz duše, kar znam, kar zmorem in v redu je to, kakor bom dala, a ne. Kaj je sploh to popolno ali pa kako je to moje pričakovanje, kaj bi, ne, to sem spremenila ta modalni glagol morala, ne. Kaj bi jaz zdaj morala tam, ja. Podeli, a ne, tisto, kar v tistem trenutku lahko in to je to. Dragoceno, nekaj dragocenega, vsak bo vzel tisto, kar rabi in vsak bo imel svoj pogled na to. Tako da recimo take stvari, a ne. To strategijo, ki ti uporabljaš, je v bistvu, in tudi je fajn, da za ljudi, ki naj danes poslušajo, ne, je odlična strategija za odpravo strahov pred javnim nastopanjem. To je, namesto da usmerite pozornost na sebe, torej ko se sprašujete, a bom znala, sem dosti dobra, manj kaj zapovedati, usmerite pozornost v publiko in naredite to, kar si ti naredila, ne, to je, kaj jim lahko dam, kaj lahko danes prispevam. In tudi dostikrat ljudje rečejo meni, Aleksandar, sej nimam kaj novega zapovedati. Skozi tvoja usta, skozi tvoj način razmišljanja, delovanja, lahko samo ti poveš tvojo zgodbo ali pa tvoj način razumevanja določene tematike. Ne. Ja, in je dragoceno. In potem tudi vedno grem na ta vakok, ne. Se pravi, ne samo tudi kaj bom čutila, ne, potem sebe vidim tam, ne, se pravi, se predstavim v prihodnost, ne, in vidim tam sebe, ne, kako dajem, kar zmorem dati, ne, čutim tisto energijo in tako si predstavljam, ne, se pravi, tudi to časovno črto uporabljam, tudi dostikrat z ljudmi, no. Mi je tudi zelo koristna tehnika. 2 leti je trajalo, ne, sem bila vključena tu pri Mastermind Akademiji, ne, in so doma pač opažali moj način komuniciranja in tako da so se tudi otroci naučili. Povzamejo, ne. Ja, res je. Vsi povzamejo to. Jaz se spomnim, ena stvar, ki sem prišel jaz z NLP-ja takrat, ne, sem začel uporabljati metamodel jezika na njih, ne, in sem začel reševati te vedno, a se kdaj zgodilo, torej recimo posploševanja, ne, ali pa popačenja. In kar nekaj so oni meni začeli
postavljati podobna vprašanja. Tako. Ne? Ja, ja. Torej, to doskrat poudarim, kar si zdaj reka, ne? Kar uporabljamo mi na drugih, ne? Sploh domačih, bojo oni tudi na nas. Tako, ja. Jih nezavedno naučimo naše jezikovne vzorce. To, ja. Katera prepričanja si pri sebi premagala, ali pa, ne, da si lahko odprla svoj zavod? Ja, da še ne vem, da še nimam dovolj znanj, da še ne vem dovolj, da nimam lastnosti takih, a ne, ker sem bolj mila, pa da ne znam nastopati, da pač veliko je bilo teh, a ne. Negativnih prepričanj ali pa ki so bila pač nekoristna, no. Kakšen je bil občutek, ko si stavila prvi račun? Ti je bilo težko? Ja. To je pa drugo polje moje, a ne. Spreminjana, ker jaz bi delala pač prostovoljno vse, če bi lahko, ne. In meni se zdi pač, da je moje poslanstvo pomagati, ne pa služiti denara, ne. In sem imela strašne izzive. In sem rabila kar precej časa, zdaj sem zadovoljna s tem. Čestitam. Dajva še nekaj reči, ker skozi proces tega spreminjanja, ne, in prenašanja na domače, se dostikrat zgodi, vsaj tako je moja izkušnja, ne, da me sprašujejo doma, kdaj bo dovolj tega znanja. Torej, a spet se moraš kaj učiti, a spet nekaj novega si izmislil, a se tudi tebi daj zgodi, ker imaš tako izjemno željo po učenju, ki jo vidim tudi večkrat pri sebi, ne, da ti rečejo, mama, znaš dovolj, ali pa ti kdaj rečejo tako? To se bolj pohecajo, ne, v tem smislu. Kako to, a ne? A ne veš že dovolj, ne? Imajo neko tako predstavo, da ko bodo pa to zaključili, ne, ko pa pridejo, ne vem, ko doštudirajo, pa je pa to, a ne. Mislim, jaz tako dostikrat, zdaj, ko sem pred kratkim izdal nov tečaj hipnoze, Hipnozo 3, sem začel prebirati neke zelo take strokovne knjige hipnoze, in šel zelo poglobljeno noter. In vsakeč, ko sem videl nekaj, kar lahko nekomu pomaga, pa nekaj dam naprej, sem čutil neko veselje, tako kot nek otrok. Ne? Wow, spet neko novo znanje. Ne? Tako da ni konca. No? Tudi mi imamo v lanskem letu smo imeli udeleženca na hipnozi, ki je star 93. Ja, super. In ravno zdaj sem se srečal z njim čez nekaj, v kratkem praznuje 94, ne? In še vedno zanima hipnoza, ker si še želi nekaj spremeniti na sebi, tako da ni konca učenja. No? Ne, ni. Mislim, meje se mi sami postavljamo, ne. Vprašanje, ki imam zate, je pa, daj spiš. Včeraj po noči si rojevala. Ne? Ja, sem rojevala. Ti si bila zraven, ne? Potem po noči se učiš. Koliko sploh spiš? Ne vem, očitno imam neko tako danost, ali pa sem se tako preoblikovala, ali pa mogoče tudi navadila v času let neprespanih, ker so bili otroci majhni, pa je bilo dojenje, a ne, pa so bili kaj bolani, pa pač je drugačno spanje, če so majhni otroci. In očitno sem tako nekako, mi je ostalo to, da ne rabim veliko spanja. Ampak se znam pa postaviti, ne, nek zdrav okvir, koliko še, se pravi 5 ur recimo, je super. In recimo, večinoma se učiš takrat zvečer, v tem času, ko otroci se spijo, ti odpreš knjigo in začneš študirati. Ja. Pač tudi mož ima, ne, mož ima svoje, a ne, v bistvu smo skupaj, ampak on ima drugo področje, na katerem se izpopolnjuje. Jaz pa, to je moj v bistvu prosti čas, ali pa moj navdih, a ne. Jaz se prav z užitkom, zdaj pa odprem, a ne. Saj v bistvu ne gre toliko za učenje, bolj za raziskovanje, za odpiranje nekih novih razsežnosti. To je drugačno učenje, ne. Drugačen navdih tudi. Tako da to mi je res, to je moj prosti čas, kako bi temu rekla, ne.
Jaz se spomnim enega obdobja, sicer žena mava samo, zdaj začnem tako rekovati, 4 otroke. Ne? Se spomnim nekega obdobja, ko sem jaz začenjal to pot, dost investiral v izobraževanje, v cel proces in mi je žena rekla, da je samohranilka, da ona vse mora skrbeti in dejansko je bila. Jaz nisem nič prispeval, oziroma celo sem brezplačno doma jedel, ker sem investiral v znanje, sem investiral v vase in vidva sta bila v podobni situaciji +3, ne? To pomeni, da ste bili, je bilo kdaj težko. To pomeni, ker danes marsikateri otrok, kar vidi pri vrstniku, nov telefon, nova oblačila. Ja, v tistem času, ko sem se pač jaz posvetila izključno materinstvu, jaz nisem prinašala prihodka, ne? Ampak to je že bilo prej, ni to prišlo kar samo po sebi. Ne. To je bilo prej že premišljeno, pregovorjeno, kako, a bo to šlo ali ne. Tako da takrat je pač mož to prevzel. So vama kdaj otroci rekli, mama, jaz bi to rada, kako si utemeljevala, da ni še pravi čas? Ja, seveda so, se tudi tu je šlo, vsi že imajo telefona, ne. Isto, ne, ja. Pa iščemo izjemo, a ne, kako vsi, kdo vsi, a ne. Ampak sprejmejo, ker pač pri nas se ve, nekako je to tudi, se mi zdi zdravo, da je starš vendarle, gre za enakopravne odnose, ampak starš je odgovoren za otroka. Torej, je v nekem smislu avtoriteta in seveda gre za dialog, ampak kadar presodiva, da ni zdravo, da ni dobro za njih, potem to obvelja. Ne. Kaj pol počnete, ko ste skupaj, najlaje? Ja, radi smo skupaj. Radi smo doma, radi urejamo okolico hiše, živali imamo, ljubljenčke. Jaz ves čas se trudim ohranjati stik z njimi. Povej mi nekaj o duhovnosti. Tako kot te poslušam, gledam, bi rekel, da si blizu Bogu. Kaj bi ti rekla? Ja, za vsakega bi lahko to veljalo, za tiste, ki verujejo, ne. Da, tudi kaj je Bog, ne, sej, mislim, verjamem v to, da nekaj je, a ne, nad nami, pa katerakoli vera že to je, priznavam pač vse, verjamem, da nekaj je nad nami, in sem pred tem tudi ponižna, ali kako bi rekla. Ne ponižna v takem smislu, ampak sledim neki intuiciji, nečemu, kar je položeno vame, ali ne vem, kako bi ti rekla, svetlobi, a ne. In mi je to vedno znova v navdih in mi prinaša notranji mir. Je možno, da je nekdo blizu Bogu, tudi če ne verjame? Ja, jaz bi rekla, da ja. Verjamem, da je vse eno. Kako vidiš sebe v prihodnosti, povej mi? Ja, aktivno, tako kot doslej. Vidim se obkroženo s svojo družino, upam, a ne. Upam, da ostanemo zdravi. Da bom zmogla iti čez vse preizkušnje, ki me še čakajo. Ampak vidim se tako veselo in v okviru otrok, mladih, svoje družine in da rastem, a ne. Če mi bo dano, a ne. Vedno je ta izziv pri izobraževanjih, kako, ker to je finančni vedno zalogaj, ampak verjamem, da vedno se najde pot, ko se mi odločimo za nekaj.
Prej si rekel, da imaš na novo postavljeno spletno stran. Kako je povezava do tvoje strani? Ja, spletna stran Zavod Lučka, Celje. Zavod Lučka, Celje. Je kakšno vprašanje, ki ti ga nisem postavil, pa bi bilo dobro, da bi ti ga postavil? Ja, tako veliko si me spraševal. Mogoče mi nisi postavil vprašanja, kakšno priporočilo bi dala Mastermind Akademiji, ali pa kakšno imam mnenje ali pa izkušnjo z vami, a ne. Kaj bi rekla? Da priporočam vsakemu res, da se odloči, ker je vredno investirati vase, ker je to res neprecenljivo in vseživljenjsko znanje, ne glede na to, koliko smo stari, si star, a ne si stara. Je to nekaj res dragocenega. In ne samo to, tudi odnosi, ki se tu noter razvijajo, so nekaj toliko lepega in dajo tako lepo izkušnjo. Te tudi ti opolnomočijo. S strani vaše ekipe in s strani teh ljudi, ki se tam povežejo, ki se dotaknejo eden drugega in si pomagajo tudi znotraj tega narediti neke premike. Tako da mogoče to, evo. Ja. Hvala lepa. Meni je bilo veselje. Še vedno, a ne, mi je. Še vedno vas spremljam, a ne, te spremljam in sem vsakič znova navdušena. Tako da hvala, Aleksander, ja, za vse, kar podeliš tudi na tak način, da je recimo brezplačno ali pa dostopno tudi drugim. Tistim, ki se potem še v tistem trenutku ne odločijo, ki še čakajo, da pride prava priložnost, ki je pa v resnici zdaj. Si prava motivatorka. Ja. Ja. Deva neko zaključno misel vsem, ki naj danes poslušajo. Pa mogoče so v stiski, rabijo pomoč, rabijo neko pozitivno sugestijo. Kaj bi jim rekla? Ja. Najprej naj se odločijo, kaj si želijo. Da ne ostajajo v tistem, kar se jim dogaja, ker je na njih, oni imajo izbiro in odločitev. Pa karkoli in kjerkoli in kakorkoli se dogaja. Imajo vire in moči v sebi, s katerimi lahko premaknejo čisto vse, kar si zastavijo. Mislim, dejansko verjamemo to. Ni samo tako fraza, a ne. Ker pač iz svoje izkušnje lahko tako rečem, da se da. Da so to samo neka prepričanja, neki vzorci, nekaj, kar smo si oblikovali skozi to našo pot, in jih vedno znova lahko spremenimo, če nam ne koristijo. Ja, in da živijo sebe, to, a ne. Da so v stiku s sabo in tudi da začutijo sebe in druge. Ker mi smo ljudje in smo pomembni drug drugemu. Smo socialna bitja. In je to nekaj najlepšega, a ne. Da smo si človek človeku. Ne vem, če sem prav fajn odgovorila. Zelo fajn. Torej, jaz bi se ti zahvalil prvič za to, da si prišla po tako kratki noči, za to, da si delila tvojo energijo, tvoje izkušnje in tudi za lepe besede. In tudi hvala, ker počneš to, kar počneš. Jaz verjamem, da je marsikomu v stiski bistveno lažje, ker si upala iti na svojo pot in zdaj pomagaš, širiš to svetlobo naprej. Ja. Hvala, Aleksander. Hvala za vsako misel, za vse, kar si, za vse, kar delaš. Za vse, kar mi vsi skupaj
počnemo, ki delamo z ljudmi. Da nam je vredno, da nam je mar. Hvala lepa za ta obisk. V čast veselje mi je bilo, da si bila z mano. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni, da všečkate, delite, komentirate vsebine, ki jih objavljamo. In ko se vidimo na delavnicah v živo, bom vesel, če mi boste rekli, da ste spremljali ta današnji podcast in kakšen se vam je zdel.